Spoštovani gledalci, drage gledalke, danes v novogoriškem studiu prvič gostimo nekdanjega predsednika vlade, predsednika stranke LMŠ, gospoda Marjana Šarca. Pogovarjala se bova o aktualnih političnih temah, malo bova pogledala pa tudi v prihodnost. Gospod Marjan Šarec, lepo pozdravljen tu v Novi Gorici. Lepo pozdravljen in hvala za povabilo. Ja, pa začniva tale najin intervju z recimo strankami, trenutnim strankarskim prostorom v Sloveniji. Kako ga vi vidite? Ja, trenutno je strankarski prostor v neki fazi pravzaprav čiščenja. Vidi se, kdo kam sodi, kdo koga podpira. Rezultat volitev seveda velja še vedno iz leta 2018, ko je v parlament prišlo rekordno število strank, se pravi 9. Vendar pa je ta mandat, če gledamo nazaj v zgodovino, je ta mandat res nekaj posebnega. Je zapleten mandat, ne glede samo na COVID, tudi politično dogajanje. In v zadnjem času se je pokazalo, kdo je prava opozicija, se pravi opozicija smo zdaj 4 stranke, SAB, Levica, SD in mi. In tako se pravzaprav prostor čisti. Tako da ne moremo, večkrat slišimo o neki veliki razdrobljenosti na strani opozicije in tako dalje. Tega ni, pravzaprav se je izčistilo. 4 stranke smo tiste, ki tvorimo sedaj opozicijo in sem tudi prepričan, da na naslednjih volitvah bo ta blok teh 4 strank, ki smo sedaj v opoziciji, dobil dovolj, da bo sestavljal vlado in praktično bomo, kar se mene tiče, sploh ni dvoma, da bomo lahko skupaj tudi sestavili vlado, kajti, kot sem rekel, zdaj bodo to samo 4 stranke, razen v primeru seveda, da se pojavi kakšna nova. To je pa druga zgodba. Ravno to sem vas hotela vprašati. Se vam zdi, da so volivci še vedno naklonjeni novim političnim obrazom, oziroma ali je še prostora za nove politične stranke? No, živimo v demokraciji, kjer ima vsak pravico ustanoviti stranko in kdo sem jaz, da bi govoril, da se tega ne sme, ker sem šel to pot s svojimi somišljeniki. Mi smo stranko sicer ustanavljali nekoliko drugače, kot so se ustanovile ostale. Mi smo bili neke vrste samorastniki na tem področju ali samouki, kakorkoli že rečemo. Prebili smo se v parlament, kar smo šteli takrat za velik uspeh, potem smo tudi postali Evropska parlamentarna stranka, imamo 2 evropska poslanca, tako da naša pot je, kar bom rekel, postopna, niti nismo zmagali na volitvah, smo bili druga največja stranka, tako da naša pot je bila nekoliko drugačna. Zdaj mnogi pravijo, da je spet čas za novo stranko, hkrati govorijo, da je strank preveč, ampak hkrati pa, da je čas za novo stranko. Tako bom rekel, to je tako kot protivlomna vrata, lahko jih imaš, ampak če nekdo želi priti v hišo, če se bo potrudil, bo prišel in proti temu se niti nima smisla boriti, niti nima smisla tega preprečevati. V demokraciji ima vsak pravico izraziti svoje mnenje, oziroma veliko bolj cenim tiste ljudi, ki se podajo na pot politike in potem skušajo na ta način kaj tudi spreminjati, kot pa tiste, ki sedijo vedno nekje zadaj, v ozadju, ki se nočejo izpostaviti, bi pa radi komandirali. Za moje pojme je naloga politike ali pa vloga politike v tem, da tisti, ki smo v državnem zboru ali kjerkoli na političnih funkcijah, da mi krojimo politiko, ne da nam ves čas nekdo iz ozadja skuša nekaj sugerirati o takšnih in drugačnih idejah. Kdor hoče spreminjati, kdor hoče kaj narediti, naj kandidira, naj se izpostavi in bo lahko potem dejaven v politiki. Najtežje se izpostaviti, ker najlažje je res, kot pravite, iz ozadja, če pogledamo že na mikro celico, kot je krajevna skupnost, v kateri tudi sama delujem. Veliko je ljudi, ki sedi na kavču, bom rekla, in hoče
komandirati. Tako je. Izpostaviti, iti s plakatom že na drevo, je pa druga zgodba. Je pa že konec veselja, tako, točno to. In to je osnovni problem. Ne? In danes poslušamo, kako je vse narobe v družbi in dejansko ni dobra situacija. Ampak ni odgovorna samo politika oziroma opozicija za to, ampak vsi, se pravi od ustavnega sodišča do drugih inštitucij, do nenazadnje posameznika, da tvorimo skupno fronto in zadeve spremenimo. Se vam zdi, kakšno mnenje imate, da smo mi, navadni državljani, premalo aktivni v politiki? Ja, včasih je veliko te kavč demokracije, ko seveda v politiki, v nogometu, o tudi zdaj epidemiji vemo vsi vse. Vsak ve, kako bi morali, kako to je dejstvo, pač to je ljudska narava in taki smo, ker smo ljudje, saj nismo roboti. Ampak je pa dejstvo, da se ljudje včasih potem, da so glasni, komu pa rečeš, pridi, kandidiraj, dajmo nekaj, ja, pa začne iskati izgovore, ja, imam to, imam ono, ne morem, ne, skratka, to je nek problem, ampak mislim, da v zadnjem času ob vsem tem, kar se dogaja, se tudi ljudje prebujajo. Ni več tako, ni jim več problem se izpostaviti, zavedajo se, da če bodo kar tiho, da ne bo v redu, ker praktično iz dneva v dan doživljamo razloge za nezadovoljstvo. Morda so pa to tudi naredila družbena omrežja, se strinjate s tem? Zagotovo. Laže se je skriti zadaj za ekran kot afrontne. Tako je. Jaz na komentarje, ki nimajo imena in priimka, praktično se sploh ne oziram. Tudi na svojem Facebook profilu ali Twitter profilu, kar lahko tukaj direktno povem, da take vse blokiram, ker na svojem omrežju imam sam pravico pač imeti tiste, za katere presodim, da so toliko pogumni, da imajo ime in priimek. Ne, če me kritizirajo, to ni nič narobe. S kritiko ni nič narobe, ker kritika te pač spravi včasih tudi na pravo pot, da ne misliš, da si najboljši, ker ko misliš, da si najboljši, si že na poti v propad, ampak tisti, ki pa nimajo imena in priimka in potem ali pa so motivirani z kakšne strani, takšne pa pač blokiram, ker se mi pač ni treba ukvarjati z njimi. Če še malo pogledava tale strankarski prostor, kako vidite vi, vemo, da je zdaj problem, v navednicah sta dve stranki, in sicer Desus in SMC. Kako vidite vi ti dve stranki, problem, ki se nakazuje mogoče v prihodnje ti dve stranki, ne vem? Ja, to sta dve stranki, ki sta postali žrtvi nekaj poslancev, ki so se bali za svoje stolčke. Stolčki so bili problem, kot je naš kolega poslanski Robi Pavšič rekel v eni razpravi, gre za stole, ne gre za karkoli drugega in dejansko se je to pokazalo. In ta boj teh poslancev, ki so se bali volitev ko hudič križa, je pripeljal do tega, da so praktično svoje stranke uničili. Obe stranki imata v svojih vrstah še vedno veliko sposobnih ljudi, veliko ljudi, ki bi radi delali, vendar tam ne vidijo več perspektive in zato so nekateri že tudi prišli k nam, recimo. Ministrica bivša Ksenija Klampfer, ki je bila tudi podpredsednica SMC-ja, vodi naš odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Potem tudi nekateri drugi, Jure Gašparič, nekdanji sekretar na ministrstvu, tudi vodi pri nas odbor za raziskave, razvoj in digitalizacijo, pa prišli so k nam zato, ker v tistih strankah niso več videli tistega, za kar so se borili, za kar so rekli, da bo. Tako da sta obe stranki zdaj praktično talki tistih par poslancev v državnem zboru, vidimo v Desusu, da delajo pač vse po svoje, niti vodstva stranke ne poslušajo in tako je pač žal za te stranke ne vidim neke perspektive, ker sta tudi jasno pokazali,
da želita sedeti praktično na dveh stolih, oziroma Desus bi rad sedel na dveh stolih, hkrati opozicija, hkrati koalicija. To ne gre. Zato pravim, da se je zdaj prostor izčistil, imamo 4 prave opozicijske stranke, vse ostalo podpira vlado. Kdor pa podpira to vlado, pa pač nosi tudi veliko soodgovornost ali pa kar odgovornost tudi za vse napačne odločitve, ki smo jim priča vsak dan. In tukaj izgovorov ni. Lahko so zdaj si pač za toliko časa ohranili stole, ampak račun bo na volitvah zagotovo prišel. Politika je tudi stvar potrpljenja, ne? Ni vedno vse čez noč, ampak zagotovo tudi ta dan pride, ta volilni dan. Jaz ne morem napovedati rezultatov, nisem jasnovidec, niti za našo stranko jih ne morem napovedati, ampak vem pa, da ti dve stranki po vsej verjetnosti ne bosta ravno nagrajeni za svoje početje. Oziroma početje njihovih poslancev, da smo bolj natančni. V zadnjem času, gledajte, tudi mi volivci, slovenski volivci smo zelo razklani, a ne? In mislite, da to napoveduje neke rezultate v prihodnje na naslednjih volitvah, torej podobne rezultate? Ali mislite, da se da to sploh preseči? Mislim, da to vendarle tudi en mit, da je ta razklanost tako velika. Mi imamo tukaj 75% volilnega telesa, ki ni volilo SDS stranke, tako da nikakor ne gre za pol-pol, ampak je velik del ljudi volil druge stranke. To pomeni, da ta razklanost med ljudmi v praksi, na terenu, v resnici ni tako velika. Razklanost vedno povzroči kvečjemu politika in kot sem rekel, na naslednjih volitvah bo zagotovo situacija bolj čista, kot je zdaj, ker smo s svojim delom stranke v tem mandatu pokazali, kam sodimo, kdo kaj podpira. Stranka LMŠ je vedno konsistentna v svojih dejanjih. Mi smo pred volitvami povedali, v katero koalicijo ne gremo, smo se tega držali. Smo se potrudili sestaviti vlado, kar je bila skoraj misija nemogoče, pa nam je uspelo, zato ker smo se že 2018 zavedali, da če SDS takrat sestavi vlado, bi imeli že takrat vse tisto, kar imamo danes. Smo se potrudili, ko smo videli, da glasov ni dovolj, smo odšli v opozicijo, potem so nam nekateri napovedovali, da bomo v opoziciji pa izginili, ker ne znamo biti opozicija, pa se je tudi to pokazalo, da ni res. Skratka, mi se pripravljamo na nove volitve in če bodo ljudje presojali potem, kaj kdo zagovarja, kako se kdo drži svojih tistih napovedi, ki jih je dal tudi pred volitvami, potem se za prihodnost ne bojim. Torej pravite, da le ni tako, kot na prvi pogled zgleda, da smo nekako volivci tako zelo razdeljeni na dva pola. Je pa res, da je v zadnjem času poskus delitve Slovenije, delitve države na pokrajine. Kako gledate na ta problem, oziroma ali je res, da se vam zdi, da odločevalci ne poslušajo pobud iz lokalnih okolij, tako se na prvi pogled zdi? Pokrajine so pravzaprav pri nas ustavna kategorija, smo že zdavnaj zapisali, da jih bomo naredili, pa se to že o tem govori že vsa leta. Pa nihče tega ni izvedel, ker so se na koncu vedno skregali, koliko jih bo in kje bo sedež. Ne? Tako da menim osebno, ali pa naša stranka tudi ima tako stališče, da teh pokrajin ne sme biti preveč. Jaz mislim, da imamo že po naravi pokrajine v tem grobem postavljene, se pravi Primorska, Gorenjska, Štajerska, Dolenjska in tako naprej. Potrebne so samo še nekatere nianse. Če bomo pa spet ustanovili, ne vem, 15 pokrajin, pa namen ne bo dosežen, ker bo spet drobljenje in ne bodo imele. Pokrajine lahko upravljajo svojo vlogo, če jih ni preveč, da imajo dovolj kritične mase ljudi
in da potem lahko v polni meri opravljajo svojo vlogo, ki jim je naložena. Se pravi, zmeniti se je treba, kaj bodo delale, katere naloge občin bodo prevzele in tako naprej. Mislite, da bi bil s tem nekako rešen tudi problem centralizacije, ki je zdaj kar veliko, ne? Ali bi to prispevalo k decentralizaciji, recimo, države? Samo po sebi ne. To bi samo nakazalo željo potem, ne? Ker recimo iz prakse, če povem, potem bi moralo tako, recimo tukaj ste v Novi Gorici, bi imeli pokrajino, potem bi morali imeti tako, da vi v Novi Gorici uredite vse. Se pravi, da gradbeno dovoljenje, ko ga želite dobiti, recimo, ko občina želi, bom se javnega prostora držal, ko občina želi nekaj urediti, da tisto, kar danes počne ARSO, Agencija za okolje v Ljubljani, da vse tisto lahko uredijo v Novi Gorici, se pravi prostorske akte. Seveda mora država bdeti nad tem, zagotovo, ampak če pokrajina ne bo dosegla tega, da boš hitreje uredil ali pa sploh uredil v svojem domačem okolju, potem nima pomena, da je. Ne? Se pravi, ustanovitev pokrajin bi nakazala opcijo in željo po decentralizaciji, samo po sebi se to ne zgodi, bi morali biti tudi resni nameni in se potem v praksi, ne da bomo dobili še en birokratski organ in potem čez 10 let ugotovili, da je sam sebi namen. Skratka, s pametjo je treba. Je pa dejstvo, moje mnenje je, da pokrajine potrebujemo. Samo ne sme jih biti preveč in ne smemo biti malenkostni, da se bomo zdaj kregali, kje bo sedež in tako naprej. Mogoče vam bo to naslednje moje vprašanje šlo malo na živce. Mislim, da ste ga že prevečkrat slišal, pa vseeno vas vprašam. V zadnjem letu ste bil deležen velikih kritik o vašem odstopu oziroma o nabavi materijala. Po drugi strani pa vi vladi očitate veliko nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme. Ja, več dejstev je tukaj. Najprej dejstvo, da ko sem jaz odstopil, še ni bilo nobene epidemije na vidiku, še en mesec potem je Janez Janša še smučal in tako naprej. Skratka, ne drži ta očitek, da bi se ustrašili epidemije. Moj odstop je bil povezan s pomanjkanjem glasov in manjšinsko vlado, ker sem videl, da pač nam državni svet tudi na vsako stvar da veto, tako da ne pridemo skozi in zato sem se odločil za odstop. Pa še ena stvar je, ne, zdaj nekateri se tolažijo s tem, da sem pač jaz kriv za vse probleme in da če sam ne bi odstopil, ne bi bil Janez Janša na oblasti. Pa ni tako, ne? To je lahko tolažba, resnica pa ni taka, ker vlada bi v enem mesecu dni padla, tako ali tako, ker so se že zgrinjali pač vsi tisti, ki so že videli kakšno drugo vlado. Tako da to je lahko tolažba, ne? To je tako kot alkoholizem, lahko spiješ ne vem koliko zvečer, ampak zjutraj so problemi še vedno na mizi. Ne? Tako da ta moj odstop tega zagotovo ni povzročil. Res je, da sem imel željo in danes se tudi kaže, da bi bilo prav, če bi imeli takrat volitve, ker to, kar imamo danes, ni dobro, ker ta vlada je iz močno večinske in vseh pogojev, ki jih je imela, postala manjšinska. Takšna, s katero smo se morali mi že od vsega začetka ukvarjati. Zdaj, kar se pa praznih skladišč tiče, kar so tako omenjali, prejšnji teden je bila preiskovalna komisija, SDS-ova preiskovalna komisija in so vsi vodstveni delavci javnih zavodov povedali, da opreme je bilo dovolj. Se pravi, ker so bili zavodi sami zadolženi za nabavo opreme, je kakšen dan, ki je kaj trgalo, seveda ne moramo reči, da je
teklo vse idealno, ampak opreme je bilo dovolj. Potem je ta vlada prenesla to na Zavod za blagovne rezerve, ki takrat, ko smo bili mi na vladi, niti ni bil in nikoli prej za to zadolžen. Blagovne rezerve, kot ime pove, so samo rezerve, ki jih sprostiš v kritičnem momentu, dokler drugi vsi ne nakupijo potrebne opreme. Tako da so po enem letu stvari veliko bolj jasne. V tistem famoznem vladnem poročilu sem bil tudi obtožen, da sem za vse kriv. Sej to je že ponarodela, kdo je kriv, Šarec je kriv. Sej, če si za vse kriv, pač se te vsaj spomnijo, ne? Te niso pozabili, ampak sej pravim, to je bolj slaba tolažba kot pa kaj drugega, ker opreme je bilo dovolj in tudi tako ventilatorjev kot tudi drugega, in to se danes lepo kaže, po letu dni, nekoliko več, se zadeve počasi kristalizirajo. Tudi Ivan Gale, ko je spregovoril, mislim, da kaj več niti ni potrebno dodajati pri vsem tem. Kaj po vašem mnenju povzroča največje negodovanje oziroma naraščajočo jezo med prebivalci Slovenije? Poleg tega, kar sva zdaj govorila, seveda, ne? Ti ukrepi, ki so popolnoma nedomišljeni, ne? Recimo, odpiramo terase, odpiramo to, odpiramo ono, čez en teden spet zapiramo, potem šole so bile zaprte, medtem ko so se v trgovini ljudje lahko gnetli skupaj, tudi frizerski saloni so bili zaprti, ker vemo, da je po ena stranka lahko in ni nevarnosti, drugje spet so se ljudje gnetli. Potem ukrepi, kot so, ne vem, toliko mesecev zaprte gostilne in vsi te ustanove, medtem pa minister gre lepo tam in potem iščejo vse sorte variante, da je bil prleški sendvič in ne vem kaj, ne. To vse ljudi jezi, predvsem ukrepi, ki se jih potem vlada sama ne drži, ne. In pa recimo to, da so, glejte, da se razumeva, jaz redno hodim v cerkev, oziroma zdaj težko, ker nimaš, ampak ko so tam v naši občini, kjer jaz živim, so pri prepovedanem obredu dobili ljudi, ne, pa je policija pač samo opozorila, ne. Družina, ki je šla pa z otrokom z vozičkom, je pa dobil, ker je rogljiček mamica ali očka, ne vem, kdo je jedel tisti rogljiček, je pa dobil kazen 400 evrov. Ne. To ljudi jezi, a ne, da so za ene so taka merila, za druge so taka. Ne. Vemo, da norveško predsednico vlade so pred nekaj tedni oglobili z 2000 evri kazni, ker je organizirala zabavo za rojstni dan, pa je bilo več kot 10 ljudi, je plačala kazen in zadeva rešena in tako. Pri nas pa zadeve niso take in to ljudi jezi. Sej ljudi ne jezi, ne vem, če bo mene nekdo posnel brez maske na cesti, ko je to predpisano, pa bojo rekli, Šarec je šel čez cesto, ni imel maske, oglobite ga, pa me bodo oglobili, pa bom plačal globo, bodo rekli, evo, sej Šarec je ravno tako plačal kot vsi drugi, nobenega problema. Sej ljudje razumejo, da tudi politik je človek. Sej politik ni nič slabši, kot je, ne vem, v vsakem poklicu imaš takšne in drugačne. Ampak ljudi to jezi, ne, da za ene velja, za druge pa ne. Sej, in ti nekonsistentni ukrepi, ko so rekli, da šole se bodo zadnje zapirale, prve odpirale, no potem smo imeli lockdown, kjer so bile praktično samo šole zaprte. Šole, knjižnice, tovrstne ustanove, pa šport, trgovine so pa mirno delale naprej in vse drugo, in ko ste šli po cesti, niste videli nobenega lockdowna nikjer, ne. To ljudi jezi in to jih frustrira. Poleg tega pa seveda še ravnanja te vlade, uničevanje medijev, prepiranje predsednika vlade z Brusljem, z Washingtonom, z vsakim, ki pride mimo praktično,
uničeno predsedovanje, ki je pred nami, kdo nas bo resno jemal, nihče nas ne bo resno jemal. Seveda predsednik republike pa tudi lepo asistira pri vsem tem. Tako da zato je praktično nesmiselno bi bilo vsak dan naštevati pa se nekaj pregovarjati. Najbolj enostavno bi bilo razpisati volitve že končno in iti na volitve in tam bi ljudje res lahko izrazili svojo voljo. Jaz samo upam, da ko volitve bodo in vsekakor bodo kmalu redne ali pa predčasne, da bodo ljudje šli voliti. To je pomembno, ker pomembno je zavedanje, da niso ali pa nismo vsi politiki enaki. Eni smo vseeno malček manj slabi. No? Tako, da nem rekel, da smo dobri, ker bi ljudje rekli, dobrih politikov ni, bom rekel, da smo manj slabi, no? Če jih to bolj zadovolji potem. No? Tako. Ja. Tudi trenutna gospodarska situacija v Sloveniji ni ravno najboljša. Vemo, da so olajševalne okoliščine, torej ta COVID. Ampak kaj mislite, kaj menite vi glede na problem brezposelnost se veča, po drugi strani pa primanjkuje delavcev za določene sfere, ne? No, to je kar velik problem gospodarstva. Jaz sem pred časom zastavil poslansko vprašanje, kdaj bo treba začeti v proračunu varčevati. Namreč ta vlada se vsak dan hvali, koliko daje. Vlada daje za to, vlada daje za ono, vlada daje za tretje. Nobena vlada seveda ne daje nič svojega. Ne. To je vlada samo prerazporeja javni denar. To moramo biti na jasnem. In takrat je bilo rečeno, da tega ne bo potrebno. No, zdaj imamo že opozorila Fiskalnega sveta, da v 2 letih, ki bosta sledili, omenjajo celo ZUJF. Se pravi, prišli bomo do trdnih tav, ko bomo ugotovili, da vse to, kar se je vlada zdaj zadolžila, kar je potem razdelila, zdaj koliko so ljudje dobili, koliko ne, drugo vprašanje, ampak vse to bo treba nekoč vračati. In naš javni dolg, ko smo mi končevali svoje obdobje, je bil 68% BDP-ja, skratka smo ga uspešno znižali. Naš proračun je imel tudi 250 milijonov evrov presežka, kar še ni imel v zgodovini noben proračun. Seveda to ni moja zasluga, da smo si na jasnem. To je zasluga dobro delujočega gospodarstva, dobro stoječih razmer, ampak kljub vsemu je pa finančni minister Andrej Bertoncelj nam seveda 100 milijonov porezal, da smo lahko to dosegli. Se pravi, če ni skrbnega gospodarja, tudi te milijone lahko porabiš, pa jih ravno tako ni. No, ta vlada je šla seveda neko obratno pot kot leta 2012, ko je bil ZUJF, zdaj šla z razdeljevanjem na veliko, te PKP ukrepi, ampak zdaj se pa že kaže in realnost bo prišla in naslednja vlada, katerakoli bo imela hude težave. In kdor bo ljudem pred volitvami obljubljal gradove v oblakih spet, kako se bo ne vem kako hitro vse rešilo, se veste, banka, ki ti obljublja zelo velike donose, tam je nekaj narobe, ne? Treba ljudem realno povedati. In jaz se bojim, da v prihodnje, če se razmere ne bodo spremenile, bomo finančno kar tenko piskali. Namreč vrniti bo treba vse te kredite. Vrniti in predvsem bo treba kakšnega bolj umnega gospodarja, kot jih imamo danes, ki kar vse vprek nekam trošijo, ampak nekega hudega efekta pa vendarle ni. Tako da ne bi rekel, da je prihodnost črna, daleč od tega. Prva naloga bi seveda bila čim prej volitve, da se zadeve postavijo, da se izčistijo in potem brez teh raznih prepirov z vsemi možnimi od novinarjev do mednarodne javnosti, tega, kar gledamo pač vsak dan, in resno zagrabiti to fiskalno politiko, gospodarstvo in ohraniti gospodarsko kondicijo in pa delovna mesta, ki poskušati ustvariti
to, kar se govori že 10 let ali pa več, delovna mesta z dodano vrednostjo. Namreč mi smo še vedno vpeti izredno v avtomobilsko industrijo kot izvoznica. In avtomobilska industrija pa ta hip dosega kar veliko preobrazbo. Je na začetku kar velike preobrazbe in to nas bo v prihodnje precej zaposlovalo. Kaj pa ta, bom rekla, zloglasni, kako bomo temu namenili ime, drugi tir, ki se je začel, ki je v polnem zamahu, ampak potem vidimo po drugi strani pa, da nekje dela zaostajajo na tem železniški infrastrukturi. Ja, drugi tir je tipičen primer nekega projekta, o katerem se sploh ne bi smeli več pogovarjati, pa bi ga že nekaj let morali imeti, ne. Tako kot, ne vem, glavno mesto Ljubljana ima takšno avtobusno postajo, da je groza, ne. Pa še kakšni takšni projekti, pa morali bi imeti tudi že tir, ki bi povezoval letališče Brniško z glavnim mestom, pa tako naprej, ne. Ampak ne glede, kot ste ugotovili, dela so se začela, niso se s to vlado, so se že prej, pa že prejšnje vlade so se tudi ukvarjale s tem, tako da je to hvalevredno, da se je začelo. Je pa res, da upam, da ne bo pri razpisih oziroma da ne bo da nas ne bodo spet pokopali aneksi, tako kot smo vajeni bili. Ampak minister Vrtovec je obljubil, da ne? Ja, veste, kako je, ne? Saj ne bi želel izpasti politikant, ampak vendarle, ko kakšen minister te vlade nekaj reče, se bodi si primem za denarnico ali pa dvakrat premislim, če bo to držalo, ne? Ker ministri te vlade so že marsikaj rekli, vključno s samim predsednikom vlade, tako kot recimo pri non-paperju, ne, zdaj seveda zagotavlja, da ga ni bilo, ampak ne vem, če se ne bo pokazalo, da je kje kakšen non-paper, tako tudi minister Vrtovec vehementno obljublja, seveda, jaz mu želim, da mu uspe, zagotovo, ker bo dobro za vse nas. Jaz sem se tudi še kot predsednik vlade enkrat peljal po tem tiru obstoječem, in zadeva ni ravno rožnata, ne, je treba čim prej zadevo narediti. Samo, tako bi rekel, manj zagotavljanja pa obljubljanja pa več narejenega, pa bomo vsi bolj zadovoljni. Mogoče za konec, pa pri koncu, kaj bi našim gledalcem povedal kot spodbuda, kot neko svetlo točko? Včasih se nam zdi, da smo v neki črnini, ne? Sploh s tem covidom, sploh z tem političnim dogajanjem, z kreganjem na socialnih omrežjih in po televiziji. Torej smo mogoče tudi navadni državljani že malo zasičeni od vsega. Ne? Zagotovo. Ja, torej, če ste rekli, naj gledalce nagovorim, bom pogledal v kamero, vas, drage gledalke, dragi gledalci, upam, da ste poslušali tale pogovor, upam, da sva kaj povedala. Je pa res, da za zaključek lahko rečem, da tako črno vendarle vse ni. Kot sem rekel, slej ko prej bodo volitve in takrat je vaša predvsem naloga, da se jih udeležite in da ne podležete tej miselnosti, da je vse brez veze, da se nič ne da, da so vsi isti, ampak da greste in izkoristite svojo pravico, ki vam je dana, in takrat obkrožite tistega, za katerega mislite, da bo znal zadevo izpeljati. Kar se pa sedanjega časa tiče, so pa takšne krize, ki jo imamo sedaj, ki jo doživljamo, priložnost, da se še bolj povežemo med seboj, predvsem pa nikar se kregati s sosedi, svojimi domačimi ali s komorkoli zaradi politike. To je zadnja stvar, ki bi vam jo priporočil, ker politika ni vredna, da se prepirate zaradi nje. Skupaj nam bo uspelo vse premagati, ker Slovenija je vedno premagala vse krize in tudi to bo. Tako da nikar črnogledosti, pozitivne, jasne misli in zagotovo čez, ne vem, leto dni, 2 leti
bo zagotovo ta kriza oziroma ta epidemija, ki jo imamo sedaj, mogoče zgolj še spomin. Gospod Marjan Šarec, hvala za te vzpodbudne, svetle besede in še kdaj v našem studiu. Hvala za povabilo, bilo je prijetno.